Vaše punce, pač pridne vedno. Kak sem Gospa vesela, Marija, hvala. lepa za vse. Hvala. Pa še naši dragi. Izidor, hvala ti. Koliko časa pa ste vi v stranki? V stranki nisem tako dolgo, ampak ko sem stopila v stranko, sem zelo aktivna. Trudim se, da pridobim čim več članov, sem jih kar uspela že pridobiti, kar lepo število, pa bom to še naprej počela. No, lepo slišati. Pa kako to, da je prišlo do tega, da ste rekla, zdaj grem pa jaz v politiko? Da sem se odločila za politiko, so me povabili, da kandidiram za mestni svet. Pa se nisem mogla takoj odločiti, pa so me pregovorili in sem pristala in takoj sem dobila dovolj glasov, da sem bila izvoljena v mestni svet. In od takrat se kar aktivno ukvarjam s politiko, prisluhnem krajanom, upoštevam njihove želje in kolikor možem, jih uresničim. Ja, z nami je danes torej gospa Marija Popič, kandidatka za državni zbor, ne, v tukajšnjem okraju v Slovenj Gradcu na listi SDS. Pozdravljena, hvala, ker ste z nami danes. Se je kar lepo število ljudi zbralo danes tukaj, me podpirajo, čutim to na vsakem koraku. Lepo je videti, je videti, da imate močno podporo. Pa s čim se pa drugače tako ukvarjate, poleg politike, ne? Jaz sem drugače sem po poklicu medicinska sestra. Ko sem se upokojila, sem se kandidirala za mestni svet in mi kar precej časa vzame, ker imam tudi odbore za negospodarstvo in tudi za urejanje okolja. Kolikor pa mi še časa ostane, pa pozimi rada smučam, zelo rada smučam, poleti pa kolesarim. Sem naredila kar veliko število kilometrov. Rada bi še več se udeležila pohodov, ampak mi zmanjkuje časa, ker imam šele družino, pa druga dela, gospodinjska. In se pravi, vi ste delala v zdravstvu. Koliko časa ste bila v zdravstvu? V zdravstvu sem bila skoraj 41 let. Malo sem podaljšala, ker so pač bile potrebe na oddelku take, pa so me prosili, da še ostanem. Tako da imam 41 let delovne dobe. Kako pa recimo gledate na situacijo v zdravstvu, ki jo doživljamo sedaj v naši državi? Zdaj lahko bi rekli, da se je zgodila popolna privatizacija zdravstva. Prav je, da so razmere nevzdržne. Kako pa se vam zdi? V zdravstvu kar dobro poznam, da tako, kot so se v tej vladi razmere poslabšale, se še niso nikoli. Zdravniki odhajajo čez mejo in tudi drugi zdravstveni kader, bolniki pa čakajo v vrstah, ki so vsak dan večje. Leva opcija oziroma zdajšnja koalicija je pred prejšnjimi volitvami obljubljala 30 dni do specialista. Sedaj pa so pri določenih specialistih čakalne dobe že 3 leta ali pa še več. To moramo spremeniti. Zdravnike so označili za državne sovražnike, to moramo spremeniti. Ja, ker v bistvu s tem, ko mi vodimo neko vojno proti zdravnikom, s tem v bistvu odganjamo ves kader iz zdravstva. In grejo v tujino, kjer so vedno dobrodošli, doma pa pacienti čakajo. Nastrada na koncu človek. Ja, res je, pacient je na slabšem. Zdaj, sicer v času te vlade se predvsem veliko govori o zdravnikih, ne, se pravi, se vodi ta vojna proti zdravnikom, razmere so se za njih poslabšale, ne govori pa se veliko o drugem zdravstvenem osebju, ne, torej medicinskih sestrah, kot ste recimo bila vi, ne. Kakšna je pa za njih situacija? Se je tudi poslabšala? Tudi niso zadovoljne. Vsaj, ko je bil sprejet nov plačni sistem, v tem sistemu so dobile prav malo dodatka, skoraj nič. In niso zadovoljne. Ker v bistvu vi delate, oziroma vi ste delali tudi v zelo težkih razmerah, ne? Razmere za medicinske sestre so v zdravstvu zelo težke, ker so zasedeni skoraj vsi vikendi in tudi nočno delo, a ne. Zelo veliko nočnega dela. Če jaz štejem vse svoje nočne, ko sem jih v vseh 40 letih naredila, bi lahko rekla, da sem prebedela najmanj
7 let. Uf, ja. 7 let, več kot 7 let. Mhm. Bi rekla 8 let. Mhm. Zelo, zelo Ja. naporno delo. ne. Zelo naporno. Zelo naporno. Poleg tega pa vse vikendi, skoraj nobena nedelja prosta. Mhm. Ja. Mogoče ena na mesec. Zelo veliko Ja. v bistvu časa preživite Zelo, z bolnikom, ne? In Ja. ne vem, a se vam kaj srce trga zdaj, ko gledate, da so v bistvu bolniki toliko na slabšem, ne pridejo do posegov, ne, v bistvu čakajo na urgencah, ležijo na urgencah. Vedno se spomnim, kako strašno mora biti za bolnika, ko je sumljiva diagnoza, pa čaka tako dolgo na pregled. Naprimer, srčni bolniki, tudi bolniki z rakom. To moramo spremeniti. Pa še to, ko bomo vključili vse zdravstvene izvajalce, bo se bolnik lahko zbiral, kje bo opravil, kje bo dobil svojo storitev. Storitev mora biti plačana iz zdravstvene zavarovalnice, denar mora slediti bolniku. Ja, res je, ker zdaj imamo ta čuden sistem, a ne, da vsi vplačujemo v zdravstveno blagajno, potem pa ZZZS vnaprej planira, koliko posegov financira, ostalo pa ne, a ne, in potem bolnišnice delajo izgube in jih mora država pač dokapitalizirati v bistvu, ne. Imamo tako čudno stanje. To je bilo že takrat, ko sem še jaz bila v službi. Proti koncu leta zavarovalnica ni več odobrila posego in zdravniki niso smeli več operirati. Če bi operirali, bi šli v svojo škodo. Tako da Ampak so se, najbrž še vedno so operirali. kar je bilo nujnega, so vsekakor Ja. operirali. Ja, Nenujne posege so pa odložili za naslednjo leto. mislim, to je grozno v bistvu, ne. To je grozno. Zdaj rekli ste, da ste tudi mestna svetnica tukaj v Slovenj Gradcu, ne, če se ne motim. Ja. Mestni občini Slovenj Gradec, Tako v mestni Ja. občini Slovenj Gradec, to ste zdaj prvi mandat svetnice. Ali prvi ste- mandat. Prvi mandat. In kakšne so kaj vaše izkušnje na lokalni ravni, kako sodelujete z ostalimi strankami, financiranje in tako Moram naprej? reči, da na lokalni ravni dobro sodelujemo. Vedno se zavzemamo za potrebe občine, ne glede v kateri stranki je kdo, dobro sodelujemo. In tudi moram reči, da župan ne dela razlik, je povezovalen. To sem vedno že poudarila, če me je kdo vprašal za našega župana. Vedno je povezovalen. No, to je lepo slišati, a ne, ker na državni ravni vidimo bistveno drugačno sliko, a ne. Čisto drugačna Ja. slika je na državni ravni. Ja, tako da vsaj, Ja. da na lokalni ravni se lahko kaj zmenite, je pa res, da ne vem, jaz velikokrat slišim po krajih po Sloveniji, ne, kjer hodimo, da pravijo, da pač je veliko manj denarja zdaj pride iz Ljubljane pod to vlado, se pravi na podeželju. Kakšne pa imate vi izkušnje s tem? Bi rekla, da koliko sem spremljala, da je bilo načrtno odtegovanje denarja, Aha, ja, da so zrušili prejšnjega direktorja. Tako je moje mnenje, prejšnjega direktorja Ja. česa? bolnice. Aha, okej. Zdaj so postavili drugega direktorja Ja. in zdaj smo pozitivni. Aha. Tako so potem to naredili. Okej, ja. Ja, mislim, grozno, da se pač to dogaja, ne. Zdaj, kaj pa recimo, kaj so največje tegobe tukaj v Slovenj Gradcu na lokalni ravni, težave, zdaj tretja razvojna os, seveda, kaj, če to Mislim, malo pokomentirava. Mislim, da je največja težava tretja razvojna os, ki se vsako leto odmika. Obljubljajo nam že desetletja tretjo razvojno os, ampak se še vedno vozimo po taki cesti. In res občudujem še mlade, da ostanejo na Koroškem ob taki slabi povezavi. Mnogi se sicer vozijo v Ljubljano v službo, samo koliko časa pa zapravijo na cesti. Ja, to je res v bistvu kar nerodno, no, če se tako milo rečeno. Pa glede na to, da imamo to infrastrukturno ministrico Alenko Bratušek, ki se zelo rada hvali z raznimi projekti, zanimivo pa, da tega pa v bistvu ne morejo zagotoviti, ne. Kaj pa je recimo še kakšna težava mladih tukaj v Slovenj Gradcu?
Mladi v Slovenj Gradcu si želijo, da bi tudi v Slovenj Gradcu imeli študentski dom. Kajti v Slovenj Gradcu imamo tudi fakulteto za zdravstvene vede in socialne vede, pa za fakulteto za polimere in hodijo vseh koncev Slovenije k nam, pa si iščejo privatna stanovanja, ki pa so kar draga. In si res želijo, da bi tudi v Slovenj Gradcu imeli študentski dom. Kaj pa recimo zdaj ste vi šla v to bitko za poslansko mesto, ne? Če se tako izrazim, se pravi kandidirate na državnozborskih volitvah. Kakšni so občutki, zdaj prvič se spuščate v to kampanjo, ne? Če se ne motim, ste že prvič. Kakšni so kaj odzivi, kaj pravijo vaši bližnji na to, kako se počutite kot kandidatka? Bi rekla, da moji bližnji se ne čudijo, ker me poznajo, vejo, da jaz že dolga leta spremljam politiko in da sem razgledana v politiki. Tako da nekega začudenja nisem občutila. Bomo videli, ljudje na terenu me podpirajo, imam občutek, da je dober odziv, so mi naklonjeni. No, super, to je zelo lepo slišati. Zdaj, pri naši stranki je tako, ne, oziroma sploh na splošno v Sloveniji je neka taka čudna, se dogaja neka demonizacija slovenske desnice, ne. Včasih smo predstavljeni, kot da smo mi tisti ta grdi, ne. Vsaj tako je bilo do sedaj, zdaj se malo obrača, sploh glede na to, kakšno katastrofalno levičarsko vlado imamo sedaj, ne. In se mi zdi, da ljudje tudi spoznavajo, da mi smo pa tisti, ki dejansko imamo res nek program za ljudi, ne, in da se nočemo iti delitev in izključevanje, ampak da delamo v dobro vseh ljudi. Kakšne pa je bilo, mogoče zaradi teh predsodkov, vam se težko izpostaviti kot članica Slovenske demokratske stranke? Nikoli. Že politiko spremljam že od pred 90. letu. In že takrat sem se javno izpostavila v službi, tako da v službi so že 30 let in več vedeli, da sem jaz desničarka. In se nikoli nisem bala, da bi bila šikanirana zaradi tega. Verjetno tudi zato, ker sem vedela, da svoje delo dobro opravljam in se nisem imela česa bati. No, to je lepo slišati, ne? Da se ne bojite povedati na glas, za katere vrednote, za katerimi vrednotami stojite in zakaj se zares borite. To mi nikoli ni bilo. Pa če mogoče še to malo pokomentirava, ne? Kaj pravite na to, da nas zelo radi označujejo, da smo izključevalni, pa da širimo sovraštvo? To bi jaz rekla, da to, kar sami počnejo, to govorijo, da mi delamo. Naša politika je bila skozi povezovalna. Ničkolikokrat je predsednik naše stranke ponudil roko za sodelovanje, pa so jo odklonili. Tudi levim strankam? Tudi letos, tudi tokrat. Ja. Res sem poslušala, da so odklonili sodelovanje. Ja, res je, to je žalostno, ne. Se mi zdi, da na tak način tudi nekako manipulirajo z javnostjo, ne. Da v bistvu nas obtožujejo ravno tega, kar počnejo oni sami, ne. Tako. Ja, ker tudi jaz, odkar sem v stranki, v bistvu opažam, da so tukaj taki svobodomiselni, odprti ljudje, ki jim dejansko gre za to, da se nekaj dobrega naredi za skupnost, ne. Pa ne samo za center naše države, za Ljubljano, ampak za celotno Slovenijo, ne, da tudi za razvoj podeželja. Mi desničarji imamo radi Slovenijo, smo ponosni Slovenijo. Ja, in se dejansko zavzemamo za neko domoljubje, ne. Verjamemo za Slovenijo. Tako. Pa mogoče še vprašanje za na konec, kaj pa, če ste izvoljena za poslanko, kaj bi bila tista prva stvar za urediti? Je to zdravstvo, ki sva ga prej komentirali, je kaj drugega, mogoče kaj za vašo lokalno okolje? Jaz mislim, da prioriteta je zdravstvo. Čakalne vrste se morajo skrajšati v najkrajšem času. To mislim, da je prva prioriteta naslednje vlade. Kakšni so pa vaši občutki kaj za te prihajajoče volitve? Jaz takole na terenu opažam, da je vzdušje kar dobro, ne? Da se mi zdi, da ljudje tudi v nas prepoznavajo to opcijo, ki se bori za boljšo Slovenijo. Kakšen pa je vaš občutek? Jaz imam občutek, da podeželje nas absolutno podpira.
v centrih mesta pa vidim, da je malo drugače. Tam večkrat volijo levo opcijo. Ja, to je Ja. že nekako tradicionalno. Jaz sicer mislim, da smo zdaj v takih prelomnih časih, ko so tudi taki zelo nepričakovani preobrati možni. In pa Tudi. upajmo na najboljše. Tudi jaz sem občutila tako. No, super, me veseli. Hvala lepa za ta pogovor in vso srečo, Marija. Hvala, hvala na zmago. Na zmago, Ja. tako.